Gal, Petra, Lora, Barbara, Nuša, Alma, Leonard, Nejc in Zala. To so mladi čelisti, ki sestavljajo ansambel Cello Attacca. Zgodba Cello Attacca se je začela pred nekaj leti na festivalu Bled. Violončelistka Karmen Pečar-Koritnik je želela svojim bivšim in zdajšnjim učencem ponuditi možnost skupinskega muziciranja, saj je bila takšnega načina dela in druženja deležna tudi sama. Se zelo trudim, da bi čim več tega vzdušja prenesla tudi čez šolsko leto v neko druženje in v to, da si tudi malo pomagajo med sabo in da se tudi spoznajo med sabo, da niso samo nekdo, ki med 4 stenami igra čelo in je to. Tako da mi je to zelo pomembno, da držijo skupaj pa da znajo tudi živeti skupaj, ne se samo ukvarjati z glasbo. V sklopu mojstrskih delavnic so skupaj od jutra do večera. Vadijo tudi po 10 ur na dan in preprosto jim ne preostane drugega, kot da se razumejo in sodelujejo. Dobro se zavedajo, da obstaja le en cilj in ta je skupen vsem. Meni se zdi, da je tukaj vseeno drugačno vzdušje, ker se vseeno družimo in poskušamo skupaj narediti en projekt. Recimo, ne vem, na šoli je vse bolj tako nekako malo bolj vsak zase, dela vsak svoj program. Tukaj pa delamo skupaj en velik program. Odsev njihovega dela je viden na zaključnem koncertu, ki so ga tudi letos pripravili v cerkvi Svetega Martina. Letos so koncert posvetili ritmom Južne Amerike, a tudi tokrat ni šlo brez presenečenja, ki so ga prihranili čisto za konec. Jaz sem stalna stranka teh koncertov, tako da sem že 3. leto tukaj in meni je fascinantno, da tukaj tako drug z drugim dihajo in so res, ker redko vidiš, da tako uživajo, kakor oni, ki so čisto navdušeni nad tem in to je tako lepo. Zelo prijetna čustva, lepo igrajo, moderno glasbo, iz čel znajo izvleči nekaj novega, uživajo in uživali smo tudi poslušalci. Zelo me veseli, da so mladi tako navdušeni nad glasbo in to resno glasbo. Ne samo to, kar slišimo vedno na televiziji pa na radiju. Sem veselo presenečena in je to enkraten dogodek. Gospa Marjana je s ponosom prišla poslušati svojega vnuka. Leonard je letos najmlajši član ansambla, star je komaj 12 let. Meni je čisto okej, mislim, imam se super, tudi če veliko igramo, pa smo včeraj šli gledati fuzbal, to je najbolj važno. Ja, verjeli ali ne, ti mladi glasbeniki najdejo čas, da počnejo še marsikaj drugega. Kuhamo. In kaj dobrega so pripravili? To pa naša kuharica povedala. En dan smo jedli spomladanske zvitke, včeraj smo jedli tortilje, danes nas pa čakajo ameriške palačinke pa bučna juha. Večurno komorno muziciranje seveda ne bi bilo mogoče, če bi bili lačni. Ansambel 9 mladih čelistov, ki igra brez dirigenta, mora biti dobro organiziran. Ključno je poslušanje in njihova medsebojna komunikacija, če želijo koncert uspešno izpeljati do konca. Zelo se pozna, da smo tle res 24 ur na dan skupaj, ker v šoli smo tako. Tistih par ur kava, pa učne ure, pa tako na hodniku se srečamo. Tukaj pa delamo vse skupaj, tako
to je zelo danek čar vsem skupaj. In prav ta njihova energija, volja do dela in ljubezen do glasbe pridejo še kako do izraza, ko skupaj stopijo na oder in nas, poslušalce, preprosto začarajo.